Danes bomo spoznali, kako samo s pomočjo geotrikotnika in svinčnika narišemo pravokotnik. Pred sabo imamo lik, ki se imenuje pravokotnik. Pa ponovimo nekaj stvari, ki jih vi že veste iz nižjih razredov. Pravokotnik lahko imenujemo tudi štirikotnik, saj ima 4 oglišča, 1, 2, 3, 4 in 4 stranice. 1, 2, 3 in 4 stranice. V 4. razredu pa smo pred kratkim spoznali tudi vzporednice in pravokotnice. Zato lahko za pravokotnik rečemo, da ima po 2 vzporedni stranici, to je ta stranica vzporedna 100 in ta stranica je vzporedna 100. Enako ima tudi skladne stranice. Ta stranica je skladna z to stranico in ta stranica je skladna s to stranico, saj je enako dolga. Ima tudi 4 prave kote, 1, 2, 3 in 4. Preverimo, če je temu res tako. Preverili bomo tale kot, se pravi, s tole črto bom prekrila to stranico. Pri tem moramo biti res natančni, kajti drugače se lahko izkaže, da kot ni čisto pravi. Ta stranica, pardon. Ta stranica prekriva to in tule se lepo prekriva z drugim delom geotrikotnika. Sedaj je čas, da začnemo s našim risanjem. Zapisane imam podatke, da stranica A meri 9 cm in stranica B 4 cm in 5 mm. Pod podatki si bom narisala črto in pod črto si bom najprej narisala skico, da bom vedela, kako potem z geotrikotnikom rišem naprej. Najprej bom narisala stranico A. Označim si točko. V našem primeru, ker rišemo lik, bo to oglišče, točka A. Skica je s prosto roko, še ne rabim geotrikotnika. Bom narisala kar se da ravno črto, jo končala z točko B, ali v našem primeru oglišče B. Potem narišem stranico B, jo zaključim s točko ali z ogliščem C. Narišemo še drugo stran, zaključimo s točko D in te 2 točki povežemo, oziroma ta 2 oglišča povežemo. To je skica, ki ji še manjka oznaka stranice A in stranice B. Tudi zgoraj označimo stranico z A, saj je skladna s spodnjo stranico. In enako na levi strani. Sedaj bom pa to narisala še z geotrikotnikom. Vajo samo ponovim, ampak pri tem uporabim geotrikotnik. Moram biti zelo natančna, da bo pravokotnik pravilno načrtovan. Najprej narišem točko A. Iz nje potegnem ravno črto, ki mora biti dolga 9 cm. Pri tem moramo biti res zelo natančni.
ravna črta do 9 cm, zaključim s točko B. Sedaj grem risati stranico B. Ugotovimo, da je stranica B pravokotna na stranico A. Zato moram tudi jaz uporabiti risanje pravega kota. Tale črta mora prekrivati našo stranico. In označim 4 cm in 5 mm in potegnem črto. Res preverim, če je natančno. Ugotovila sem, da je. Zaključimo s C-jem. Tudi na tej strani ponovim enako vajo. To stranico bom prekrila z črto na geotrikotniku in odmerila 4 cm in 5 mm. Tako narišem točko D. In na koncu naredim še vzporedno stranico, se pravi, prekrivam tole stranico s temi črtami na geotrikotniku. Takole. Tu se mi prekrije lepo in potegnem stranico še zgoraj. Vse ustrezno označim. Stranica A, B, A in B. Tako smo narisali pravokotnik samo s pomočjo geotrikotnika.